Ja, Slovenija se že danes ogreva hitreje kot preostanek sveta. In če bo šlo tako naprej po črnem scenariju, lahko pričakujemo, da se bo do konca stoletja povprečna temperatura v Sloveniji dvignila za 4 stopinje Celzija. Samo za primerjavo, ko je bila ledena doba, je bila povprečna temperatura za 4 stopinje nižja od današnje, kar pomeni 4 stopinje več, si lahko predstavljamo, da bomo imeli v bistvu požgano deželo. Zato je zelo pomembno, kaj bomo storili za to, da se izpusti CO2 znižajo in pa kaj bomo storili, da se tem spremembam kljub temu začnemo prilagajati. Za Slovenijo bo v prihodnje pomembno, da zmanjša svoje izpuste CO2 in s tem prispeva svoj delež k mednarodnemu boju proti podnebnim spremembam. To za nas pomeni, da bomo morali svojo odvisnost od fosilnih goriv preusmeriti na obnovljive vire energije in na zeleno tehnologijo. V smislu proizvodnje električne energije to pomeni, da se bomo morali v večji meri zanesti na hidropotencial in pa na sončno energijo. Vsekakor pa brez jedrske energije v Sloveniji tudi ne bo šlo, predvsem, če si želimo biti na tem področju tudi samooskrbni.